Prisrčen pozdrav in dobrodošli. Danes je ponovno z mano čudovita srčna dama. Barbara je coachinja za odnose in medij. Tako na hitro bi se ona predstavila skromno. Vem pa, da je utrinek, ki ga bomo danes pogledali, pisan njej na kožo. Naslov se glasi: Zaupajmo. Verjamem, da je Barbara na svoji življenjski poti se soočila tudi s tem, da je zaupala sebi. Draga Barbara, prisrčno dobrodošla. Pozdravljena, Rebeka. Lepo in hvala za povabilo. Seveda, pa glejva, kaj pravi najin utrinek. Zaupajmo. Začnimo dan z zaupanjem vase. Dovolimo si poslušati sebe, svoje srce. Dovolimo si vstopiti v novo preizkušnjo. Dovolimo si slediti sebi. Zaupajmo, kar čutimo. Prisluhnimo. Zberimo pogum, pojdimo naprej. Zaupajmo, da zmoremo. Zaupajmo, da smo dovolj dobri. In zaupajmo, da si to zaslužimo. Najprej bom povedala, kako bi jaz predstavila utrinek na moj način. Zaupam. Zaupam. Dan začnem z zaupanjem vase. Pogosto se mi je zgodilo, da že zjutraj, ko sem se zbudila, sem imela celo goro misli, kaj vse moram narediti. Spremenila sem načrt svojega delovanja, začela sem na ta način, da sem pred spanjem si naredila ritual sproščanja, si priklicala lepe trenutke, ki sem jih doživela ali tisti dan ali kakšen dan prej. Zjutraj pa se zbujam, kjer iščem 3 točke hvaležnosti. Čemu sem hvaležna, kaj mi podarja življenje, veselje, srečo, radost in mirnost. Dovolim si poslušati sebe, svoje srce. Verjamem, da je ta pot edino prava, da prisluhnem tistemu svojemu notranjem glasu, mojemu srcu, kam me vodi, kam me usmerja. Ker prisluhnem srcu, mi na pot prihajajo tudi čudovite srčne dame, osebe, tako kot je Barbara. Dovolim si vstopiti v novo preizkušnjo. Res je, da včasih ne moremo izbirati, kakšna bo naša preizkušnja. Lahko pa mi izberemo, kako se bomo na to preizkušnjo odzvali. Dovolim si slediti sebi. Zaupam temu, kar čutim. Prisluhnem sebi. Seveda, včasih mi tudi ne uspe. In tudi moja izkušnja ima kdaj drugačen konec. Ampak vedno lahko rečem in pogledam z drugimi očmi. Pogledam, kaj me ta preizkušnja uči. Da lahko naslednjič naredim drugače. Zberem pogum in grem naprej. Zaupam, da zmorem. Predvsem pa zaupam, da sem dovolj dobra. Da naloga, ki mi prihaja na pot, jo zmorem. In zaupam, da si jaz to zaslužim. Draga Barbara, kaj bi ti rekla na ta utrinek? Zaupajmo. Zaupaš? Ja, zdaj si me pa lepo dala. Kot si že povedala, je res mi pisano to na kožo, ampak predvsem zaradi ene stvari. Ne zaradi zaupanja, ampak zaradi dvoma imela koš in 10 košev dvoma, da sem se enkrat končno naučila zaupati. Se pravi, bil je kontrast in iz kontrasta sem se učila zaupati. Ampak kdaj sem se naučila zaupati? Takrat, ko sem imela res zadosti. Takrat, ko sem rekla, zdaj se pa ne grem več te igre, ne grem se v stare zgodbe, dosti je. In to se je začelo počasi odvijati. Se pravi, mi smo vedno tisti, ki začnemo odvijati ta klubčič, ne? Ne bo se kar sam odvil, ampak naša odločitev je tista prva. Se pravi, tudi če na zunaj še nismo nič naredili, je bil namen, se pravi, energija se je začela spreminjati. In moram reči,
lahko rečem, da sem diplomirala tem zaupanjem in se toliko spomnim, veliko let nazaj, ko sem sledila pa določenim tehnikam, pa sem se naučila, vse sem se v nulo naučila. Ampak, kaj se je zgodilo? Nič. Jaz sem bila še vedno na istem. In pa sem se pritoževala, pa sem prosila, pa sem bila že zelo, zelo jezna. In se spomnim, kako sem enkrat govorila z eno punco, ki vodila, imela te tehnike in so ji fajn služile. In ni mogla verjeti pač, da se jaz ne premaknem. Ampak čez veliko let sem prišla do tega spoznanja, zakaj se nisem premaknila. Vse si je lahko prav naredil, in vse prav naredim, ampak to ni tisto bistveno. Bistveno je odločitev vse in bistveno je, da enkrat ozavestiš, kaj delaš znotraj sebe, čemu daješ pozornost. Ali zaupanju ali nezaupanju oziroma dvomu. In jaz sem večino časa dala pozornost nezaupanju. Lahko gremo gledati nazaj, zakaj je to nastalo, zdaj tukaj se kar odpirajo nove stvari. Predvsem pa mislim, da se kot otroci, mi smo počutili varni, in nismo takrat zgradili v svojem okolju ta občutek zaupanja oziroma varnosti, smo nekako potem kot odrasli to začeli iskati, tukaj čutimo izgubo in je treba nekaj narediti na tem. Tako da je res videti zapise tole, da nas spomni na to, kaj delamo in da je fajn biti zavesten in opazovati sam sebe. In veliko ljudi mi reče, kako opazovati sebe. Opazuješ se tako, da nisi v drami, nisi noter v vlogi, v igri, ampak opazuješ, kako ti igraš to igro in si v tej vlogi. Isto je, res je isto, kakor na odru, ko so igralci v drami, v gledališču in isto mi ustvarjamo. Tako, če se upamo odstraniti in samo pogledati vloge, ki jih igramo in kako jih igramo, potem lahko začnemo opazovati in opazimo, kaj delamo. In pol to lahko spremenimo. Tako da, jaz sem imela res diplomo, imam iz tega učenja. Še zdaj je prisotno, seveda je. Veliko ljudi misli, ko se bom enkrat naučila zaupanja in bom poslušala sebe, svoje srce, bom skozi to delala. Pa ni res tako. Še vedno pridejo trenutki, ko padeš, da tako rečem, ko se spotakneš, ampak se zelo prej pobereš. In ja, če želimo iti v novo preizkušnjo, absolutno, ker je neznano, novo je neznano, rabimo zaupanje. In zdaj, če mi kot otroci nismo imeli tega razvitega, bom rekla, razumem vse, ki imajo strah pred tem in se raje držijo udobja, in tega varnega kotička. Lahko samo rečem, treba je zbrati pogum in enkrat preskočiti to ograjo in potem bo vse lažje. Ja, jaz gledam tudi iz tega vidika, vsak od nas ima neko svojo zgodbo, svoje občutja, svoje zaznave. Veliko ljudi ima določene darove, mogoče se jih na hitro prestrašijo, ampak če si pa upamo poglobiti vase in razumevati, kaj se nam dogaja, nam je to veliko lažje. Predvsem se mi pa zdi zelo pomembno, da mi to, kar čutimo, kar zaznavamo, razumemo in damo v dar. Tole pa šumi, da pri meni dvojno malo poslušam. Mišljam, kaj bi lahko bilo, bom predstavila, če bo boljš. Kar se pa tiče druge dela, če povem jaz mojo zgodbo. Iz tega zaupanja, jaz sem zelo veliko raziskovala, kaj se dogaja v mojem telesu.
šla sem, veliko se izobraževala in na področju anatomije, fiziologije, od raznih masažnih tehnik, biologije, šole hipnoze, predvsem iz tega, ker sem iskala stik s svojim telesom. Učila sem se razumeti sebe in prisluhniti sebi. S tem, ko jaz razumem svoje delovanje, ko prisluhnem sebi, lahko tudi iz tega vidika drugim pomagam. Tako da mogoče sem jaz imela malo na drugem področju primanjkljaj zaupanja, tudi takrat, ko sem nabavila aparat za slikanje energijskega polja na začetku, in to je malo kot pripomoček, ki mi dokazuje moje rezultate mojega delovanja. Danes, ko imam pa toliko meritev, pa vem, da mi da več, da jaz verjamem sebi in hkrati uporabim tudi rezultate tega merjenja. Tako da gremo čez različne procese, je pa res, da mora priti pravi čas, da si mi zaupamo, da si dovolimo, da vstopimo v tale en svet raziskovanja sebe. Vedno se splača narediti ta korak, čeprav so na začetku testi neenostavni, na koncu pridemo do mira, sreče in ugodja. Se strinjaš? Ja, vedno in povsod je tole, ko slediš sebi, ne, ti svoji resnici, to, kar ti čutiš, a ne, sprav ne moreš zgrešiti. Enostavno ne moreš, ker če si ti iskren in si naredil iz vsega srca nekaj, ne, ni napaka, ne. Zdaj včasih drugi tudi vzamejo to za slabo, ampak bom rekla, to so zdaj zopet drugi izzivi, njihovi programi, ne, ni naša stvar. Najbolj važno je, da si ti pomirjen sam s sabo in imaš mirno vest, rečem. In meni je to eno tako vodilo čez življenje, da imam jaz mirno vest, da jaz sledim sebi in svoji resnici, da sem to rekla, kar sem čutila, da sem naredila, kar mislim, da je okej, ne, je to to, ne. Saj jaz tako gledam, ne, da karkoli se mi odločimo, kakršnokoli odločitev sprejmemo, mi jo vedno takrat sprejmemo v svojem znanju, v svoji veri, da mi to takrat najbolje znamo. Tako da v tistem danem trenutku je odločitev vedno prava in takrat moramo vedno sebi zaupati. Premislimo prej, preden jo sprejmemo, premislimo, kaj izgovorimo, kaj rečemo in res zaupamo svojim odločitvam in te so vedno prave. Ampak včasih, ne, bi rekla, da je, kako bi rekla, zaupati, ne, res ena najtežja naloga, a ne, ki jo imamo, zato ker so nas naučili, ne, tako je bilo učenje. In v naših družinah so nas učili pravzaprav in celotni vsi sistemi nas učijo zaupati drugim, sistemu, ne, semaforju in tako naprej. Ne pa v bistvu tisti občutek, ne, ki je znotraj. Tudi če se semafor premakne na zeleno in ti probaš kot peš stopiti na cesto, ne, pa imaš občutek, da nekaj ne bo v redu, pol tam počakaj. Kljub temu, ne, ker včasih vseeno pridivja avto mimo in celo zgodi nesreča. Mi smo pa tukaj začeli sklapljati v bistvu, ne, ker je nekdo drug vklaplje lučke in režira, ne, da je neki predpisi so, da je red, potem mi izklopimo sebe tam, ne. Je pa fajn tudi tam včasih vseeno zaznavati, kaj čutiš, a ne. Ja, res je, pa tudi, da se prepustimo, ker s tem, ko se prepustimo, ko zaupamo svojim občutkom, ko gremo nekako v sebe in čutimo, se mi zdi, da vstopimo res v ta različna čustva, različne intenzitete in se tudi vsakega od njih veselimo, ker nam to mogočnost, močne občutke, in to je sigurno fajn za telo. Da ko gremo ven, sije sonce, pa vidimo drevo, da res to wow rečemo, le kako lepo drevo. Ne samo, drevo, sonce, gremo naprej. S tem se damo na globoka občutenja. Ja. In dejansko to, kar si rekla, zaupanje je prijeten občutek, ne, ko zaupamo,
se prijetno počutimo, fajn nam je, ko dvomimo in ne zaupamo, se neki matramo, ne, težko nam je. Tukaj nam kaže, da dejansko nismo lih toliko povezani sami s sabo, ne takrat, ampak je to kontrast, v katerega smo padli. Pa je pa proces, ne, da spelješ nazaj. Ampak ko to enkrat obvladaš, pa to se tako hitro pol začne dogajati, da včasih smo se v tem pacali noter, pa je bilo tedne in tedne, pa mesece. Zdaj je pa lahko stvar, ne vem, nekaj minut, lahko je tudi 1 ura, kdaj, ne, če je kakšna taka večja zadeva. Prideš nazaj v sebe in v to zaupanje in to je tisto najlepo, začneš graditi vsakič posebej, ne. Kakor da bi gradil hišo dejansko, ne. Gradiš to zaupanje, vsakič bolj, vsakič bolj, vsakič bolj. In je zelo, zelo prijeten občutek, je, ne. Sigurno ima vsak v življenju, se pravi, te točke, situacije, kjer so zaupali, ne. Tudi vsi, ki bojo poslušali posnetka, ne, če gremo pobrskati nazaj, dogodek, ker smo zaupali in se spomnimo tega zaupanja, lahko mogoče samo občutek obujamo večkrat, a ne, ko zaznamo, da vemo, kaj sploh pomeni zaupanje, kaj pomeni biti v tem občutku. Ker nekateri imajo tudi s tem probleme, ne. In tako se lepo, lepo lahko navadimo počasi prihajati nazaj k sebi. Ja, saj to je povezava s sabo, ne. Ja, tako bi rekli, da hišo gradimo na zaupanju, so sigurno temelji in vse faze so trdnejše. In to je tek na dolge proge, bi rekli. V tej hiši bomo z veseljem in užitkom bivali. In to se učimo, res, zaupanje, to je proces, celo življenje. Ja, pogledava še, Dajva, ja. kakšna je karta za teden, ki je pred nami. Ki je nekoliko drugačen, zanimiv. Ja, res je. Bom samo prosila, da boš rekla stop. Stop. Pogledava. Dotik mavrice. Se vidi? Vse. Vse. Od spodaj, karta, od spodaj na karti je navedeno modrost, ustvarjalnost. Na kaj tebe asociira tale karta? V bistvu, se pravi, čaranje, v smislu kreativnosti, ja, ustvarjanje, ne. Ja, ja. Na sliki je tako res ena struktura, a ne, kjer ti da misliti, kakšno vizijo mora imeti najprej nekdo, nekaj zgradi. Se zdaj ne vidim točno, je to, kar jaz res vidim. Mislim, da ja, ne. Ampak vedno moramo najprej neko vizijo imeti. In če sam pomislim, da je ta človek, če ne bi zaupal v to vizijo, ne, ko na začetku nimaš nič v rokah, to je samo misel, ne. In nekdo je mogel vlagati energijo v to, delati korake, da je pol ustvaril take stvari. Velike stvari in nenavadne stvari, neka vizija. Koliko zaupanja, toliko več, kot imamo mi mogoče, ne, ko delamo navadne stvari, bi rekel človek, ne. Niso toliko vidne, toliko velike. Tako da ja, mislim, res, res dobri so, dobri so. Ja, če ne zaupamo sebi, da zmoremo zgraditi nekaj veličastnega, nekaj velikega, nam sigurno ne bo uspelo. A drži? Če si pa zaupamo, imamo pa veliko večje možnosti, da nam stvari uspejo. Absolutno. Zopet sva tam pri tistem, ne, kam vlagaš energijo oziroma pozornost, ne. Tako, pa še jaz pogledam navodilo karte. Dotik mavrice, modrost, ustvarjalnost, vrtinec. Kaj je zate modrost? Bodi ustvarjalen. Vsaka mavrica ima svoj odsev. Pogled iz različnih zornih kotov ti prikaže zgodbo z različnih perspektiv. Ne hodi le strumno naprej. Ustavi se in odpri pogled.
Sprejmi pogled na preizkušnjo zgoraj, spodaj, z leve, desne strani in pogled od druge osebe. Ko se boš podal na to pot, boš prišel do novih, dragocenih spoznanj. Drži? Videti onkraj tistega, ja, ne, pogledati z drugih smeri in dobiti drug pogled. To je nekaj najlepšega, ne. Jaz tudi na svojih izobraževanjih, na individualnih svetovanjih delamo samo na tem, ne. Kako lahko dobimo neki drug pogled. Zdaj jaz bom rekla, ker delam tudi prevajam sporočila preminulih, ne, je tako, dajo ogromno drugih pogledov na situacije, ne, ko pride človek v stiski. To se odpre kot rožica zacveti, a ne. Samo drug pogled je dobil. In ker ima zaupanje, da je to prišlo iz tistega vira, ne, ker ga on pozna, je vse narejeno in sprejme. In pol se lahko sprememba začne, ne. Tako lepo je. In to so najlepša darila. Res je. Res. Ja. Zato lahko medve zaključiva z vidika te karte in tega utrinka. Jaz bi rekla, vsi, ki ste danes z nami in ste spremljali do konca, obedve vam želima, da zaupajte sebi, zaupajte svojim odločitvam, dovolite si postaviti tudi takšno višji cilj, višji izziv, dovolite si stopiti korak naprej. Ker pomembno je na tem procesu, da vi veste, da zmorete, da ste dovolj dobri in da vam bo uspelo. Resnično le od vas je odvisno, kako zaupate in kakšen je vaš cilj. Izvoli, Barbara, še ti dodaj zadnje besede. Da zaključim. Ja, tako kot si rekla, fajn je iz škatlice poznanega, če ne drugega, da si mogoče zvečer ali pa zjutraj vsaj z drugo roko umijemo zobe ali pa zavozlamo vezalke na copatih in je že sprememba, ne. In tako začnemo delati te spremembe, počasi, korak za korakom in ni nič, bom rekla, strašnega, a ne. Mogoče kuhamo z levo roko, a ne, mešamo omakco in tako naprej. Tako da z majhnimi koraki se pride tudi do velikih stvari. Ja. Zdaj si bi mogoče še spomnila na eno stvar. Jaz se zelo veliko in rada vozim s skiroji in eno obdobje je bilo, kjer sem se poganjala vedno z isto nogo. Seveda, drugo koleno pa ni bilo glih navdušeno nad tem, na kar mi prijateljica reče, je pa zakaj pa nog ne zamenjaš, malo na eni, malo na drugi. In mi je dala izziv. Tudi v tem pogledu postaviti sebe v ravnovesje. In res, najprej sem trenirala na drugi nogi, na začetku je bilo kar tako, ni bilo glih samozavestno. Zdaj sem že v tej fazi, da sploh ne čutim več razlike. Ampak mi je bilo pa zanimivo, ko sem zadnjič sina uvajala na nov skiro, mu rečem, daj zdaj pa nogo zameni, da te rečemo, koleno na levi nogi ne bo preveč bolelo, zameni zdaj nogi. Kaj je bil pa njegov odziv? Ne bom zamenjal nogi, ker potem me bodo pa obe boleli. Tako da, zanimivo, ne, kako imamo različne poglede pa različne razmišljanja. Jaz sem se nasmejala in sem rekla, no super, evo, tudi jaz sem se nekaj novega naučila. Ja, otroci nam pa itak povejo, ne. Tako da, dragi moji, Barbaro se poslavljava in se veselim naslednjega utrinka številka 22. Nasvidenje! Hvala, adijo!